dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. V Washingtonu je prisegel novi ameriški predsednik Barack Hussein Obama. Malce se je zatikalo, a na koncu je Bog pomagal in ZDA so dobile 44. predsednika. Ali je Allah pomagal? No, eden. Are you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States. The office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. All the best wishes. Ob prisegi 44. predsednika ZDA, komentar dneva, Jurij Gustinčič. Barack Obama, ki ga imenujejo prvi temnopolti predsednik Združenih držav, čeprav je pravzaprav prav toliko beli kot temnopolti, je stopil na oblast na valovih vsesplošnega navdušenja večine Američanov. Ni se zato treba čuditi, če je ustoličenje stalo državo rekordnih $140 milijonov. Tudi ne, da je ta zajetni strošek vpeljal Obamo v dobo, ki je gospodarsko in finančno najslabša od zadnje krize nazaj 80 let. Predsednik se je trudil, da vsem državljanom pokaže, da jih čakajo neprijetni časi, da se bo torej prijetno šele moralo skobacati iz poslabšanja razmer in zategovanja pasu. Američani to, tako kot mi ostali, dobro vedo. Veliko vprašanje Amerike pa je, kdo vse bo moral zategovati pas in kako bodo tegobe očitne krize razdeljene med posameznimi strujami prebivalstva. Čeprav še razmeroma mlad in vpeljan v nacionalno politiko kot senator šele pred 5 leti, je Obama precej razumljiv, kakšnih političnih skrivnosti skoraj nima. Je po ameriško levo-liberalen, odkrit do največjih težav, še zlasti dejstva, da 45 milijonov prebivalcev nima nikakršnega socialnega zavarovanja. Ne skriva težav in tudi ne želje, da se z največjimi težavami hitro spoprime. Velika uganka ni, kaj bi Obama hotel, marveč koliko mu bodo ljudje pripravljeni pomagati. V knjigi, ki jo je napisal še nedavno in jo imamo tudi v slovenskem prevodu, zelo iskreno priznava, da je liberalec, ki pa zna mirno in razložno poslušati tudi vse, ki niso takšni in so morebiti celo zelo konservativni. Gledali bomo, kdo koga vleče in kdo bo zmagovalec tega resnično zgodovinskega boja za boljšo Ameriko in boljši svet. Sicer pa bomo vsi v tem boju sodelovali, če hočemo ali ne. Povezovanje različnih političnih opcij, ki so mu v stranki zares načelno nenaklonjeni, je lahko nevarno in škodljivo, če se uporablja nekritično, je na novinarski konferenci dejal predsednik stranke Zares Gregor Golobič. Partnerstva 2+10, ki ga je predlagala SDS, zato po njegovih besedah ne bo. Ta, vseobsežnost in totalnost v nekem smislu tega predloga pomeni ravno nadaljevanje ali pa povečevanje te napake iz prejšnjega mandata, ko si je politična sfera privzela pravico, ki ne gre, da ima prvo in zadnjo besedo vsem. In kaj po Golobičevem mnenju prinaša predlog SDS? In zelo nekritično povzema mnoge sporne usmeritve prejšnje vlade. Usmeritev v gospodarsko rast kot najvišjo in edino pravo vrednoto, ki je vse podrejeno.
nedorečenost razmerja med javnim in zasebnim na mnogih področjih, predvsem zdravstvo in šolstvo. Klimatske spremembe, že omenjene, so izrazito podrejene na koncu kot nek privesek, ne kot izvorno vprašanje zastavljene. Napeljuje se ali pa ponovno se obuja v nek prioritetni razmislek oziroma izvajanje celo infrastrukturne projekte, ki jih je v dolgoročni strategiji definirala prejšnja vlada, kot so Otok in veliki zabaviščni park. Zabaviščni park! Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal se je s predstavniki nevladnih organizacij pogovarjala o izbrisanih, azilu in migracijah. O izbrisanih je po sestanku povedala: kdo daje tega Golobiča not? Da bodo predvidoma dopolnilne odločbe v zvezi z 8. točko odločbe Ustavnega sodišča izdane v mesecu februarju. Pojasnili smo tudi, da paralelno pripravljamo zakon za vse tiste prosilce, ki ne bodo dobili dopolnilnih odločb, torej tiste izbrisane, ki v Sloveniji še nimajo urejenega svojega statusa. Z vnemo Ministrstva za notranje zadeve so izbrisani zadovoljni, kar nam je potrdil Aleksandar Todorović. A ni on Aleksandar? Je. Zakaj pa piše Aleksandar? To je zdaj druga faza pri izbrisanih. Prva faza je bilo razkritje problema, zdaj prihajamo do vsaj neke državne katarze in tretja faza je, da doživimo, da se naše dobrine vrnejo v naše žepe. Sredin, ta človek živi v Sloveniji? Ja. No, on reče v žepe pred Slovenci. Ja. Da čudno, da so ga zbrisali. Todorović je pojasnil tudi, zakaj verjame, da bo sedanja vlada razrešila vprašanje izbrisanih. Meni je vsaj jasno, da je izbris problem ideologije in spremenila se ideologija in danes lahko rečemo, da smo do sedaj imeli skrajne desničare na oblasti. V hrvaško-slovenskih odnosih se kažejo poskusi zmanjševanja napetosti. Slovenija napoveduje ratifikacijo pristopnega protokola za hrvaški vstop v zvezo NATO. Hrvaški predsednik vlade Ivo Sanader je povabil Boruta Pahorja, da si skupaj ogledata rokometno tekmo v Zagrebu. Zoran Predin pravi, da je več kot pol Slovencev nastalo na Hrvaškem v času letnih dopustov. To pa ne bo res. Kako ne? Ne more biti res, zaradi tega, ker pol Slovencev so ribe, ovni pa biki ali kaj. 25%, Zoran, 25%, ne pol. Odnose s Hrvaško pa je komentiral tudi ljubljanski Zoran župan Janković. Stari, dajmo se držati dejstvu, no? Statistično gledano je pač vsak mesec 1/12 populacije rojena, etko. Ja, samo v enih mesecih jih je več kot drugih. Ne bo šlo skozi. Osebno mislim, da je to ključen problem med sosedi, ne samo v tem primeru, ampak tudi sosedi na ulici. Kaj pomeni, ko prispeš do tega, da se ukoplješ vsak na svojo stran. Na eni strani rečemo referendum ne v Evropsko, na drugi strani rečemo ne na dopust ali ne kupiti slovensko Evropo. In jaz smatram to za neodgovorno dejanje politike, kajti politiki smo tudi, če se štejem v to fazo, neki opinion makeri. Če spremeš take hude sklepe, kje je pol pogajanje, kje potem zbliževanje. In zame je nedopustno, da se dva predsednika vlade ne sestaneta. Slovenija, 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 kulturac. Karavana iluzij je zanimiva glasbena zasedba, ki jo sestavlja Mednarodna druščina mladih glasbenikov s stično točko v Ljubljani. Sinoči so v klubu Gromki na Metelkovi predstavili svoj glasbeni prvenec, ki ga je v veliki meri podprlo slovensko kulturno ministrstvo.
Še vreme. Na presenečenje mnogih enako turobno kot pred Obamovo prisego. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti. Nasvidenje. Igrajte poker. Medvedek je črn. Mislim, ne črn, pobarvan. Oziroma ne pobarvan, da ne bom Angela Merkel. Mulat! Isti je. Ampak, samo, če ni rasne te, se pravi, če je vse en, če si črn ali če si bel. Ja, ni pol vse en, če je zdaj Obama predsednik. Zakaj je pol tak hrup okrog tega, Obama je predsednik, ker je malo hecne barve, ne? Da ne bomo rekli, da je, ne? Kje je tukaj logika? Se pravi, če je vse en, ne?